Jaz sem diplomiral na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko, in sicer z področja uporabne matematike. Takrat je bila še smer uporabna matematika, danes je več. In potem sem ugotovil, da bi rad še bolj uporabno matematiko v znanosti, v raziskovanju. Zato sem se preusmeril na bolj uporabna področja matematike, in sicer sem se zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko. Tam sem doktoriral z področja obdelave in analize govornih signalov, se pravi prepoznavanje govora. Takrat je bilo to še pionirsko področje, danes je to že napol rešeno, mislim, veste, da se vsi znamo pogovarjati z napravami. V slovenščini sicer še ne, bolj v angleščini. Nekako usporedno s tem sem pa že nekako poskušal iti v druga področja obdelave signalov, in ko sem bil tukaj na Univerzi na Primorskem, sem gotovo, da svoja znanja lahko nekako uporabim tudi pri kakšnih drugih signalih, pri drugih podatkih. Tu smo zelo veliko delali z okoljskimi podatki, predvsem v zvezi z povečevanjem vplivom onesnaževanja Luke Koper. Smo poskušali najti, Luka Koper onesnažuje, oziroma koliko onesnažuje ozračje tu na obali, pa smo naredili kar nekaj zanimivih analiz. Nekako potem mi je pa pot zanesla nazaj v Ljubljano. Tu sem pa prišel na zdravstveno fakulteto in sem še vedno skoraj edini matematik na tej zdravstveni fakulteti in pač moram reševati vse, kar leze in gre v zvezi z matematiko v zdravstveni medicini. Trenutno sem nekako aktiven na dveh področjih. Eno je radiološka tehnologija, verjetno jo poznate v zvezi z radiologijo. To so vsi tisti zdravniki, medicinci, ki delajo radiološke slike, zato da delamo potem razne diagnoze, slikovna diagnostika se to reče, strokovno. Drugo področje je pa še biostatistika. Biostatistika pa je področje, ki ga bom tudi danes poskušal malo osvetliti. Je pa področje, ki ga jaz pravim, da morajo v zdravstvu, v medicini nujno poznati, kajti edino s tem orodjem lahko pokažejo, kaj je boljše, kaj je slabše, kam ne gre. Tako da današnje predavanje sem si nekako zamislil, da bi pokazal nekaj matematike, ki jo jaz porabljam v zdravstvu, v medicini, nikakor ne vse. Tako da bo nekako prvi del predavanja bolj posvečen statistiki, pa statističnemu modeliranju, drugi del pa signalom oziroma biomedicinskim signalom, predvsem EKG signalom, s katerim se nekako najbolj ukvarjam v zadnjem obdobju. Zdaj, kakor sem imel izkušnje iz prejšnjih izletov, so ta predavanja bolj poljudna, tukaj vidim, da ste tudi strokovnjaki iz področja. Mogoče ena stvar je, ko omeni človek statistiko, si ljudje različne stvari predstavljajo. Najlažji so moji študenti, ki rečejo, da statistika je sadistika. To mi rečejo študenti, ko začnemo s predavanjem, predvsem to so ne matematiki. Potem druga taka reč je, ko omeniš statistiko, rečeš, laž, velika laž, potem pa je statistika. To pravi, to ima tako negativno konotacijo statistika v javnosti. Predvsem ljudje dojemajo statistiko in mislim, da tudi vsi tisti, ki se ne spoznajo na statistiko kot zbiranje podatkov, pa prikazovanje nekih agregiranih podatkov. Naprimer, imate statistiko pri nogometu, piše statistična analiza, pa pol imajo, koliko je kdo pretekel, pa koliko je dal golov, pa koliko je imel offsideov, pa foulov. Pa imamo statistični urad Republike Slovenije, ki tudi se imenuje statističen urad, pa več ali manj zbira podatke, pa podajo kakšne zabavne zadeve, koliko je najbolj pogosto ime v Sloveniji, pa kakšna je ta razvitost ene regije proti drugi regiji. Se pravi, statistiko ljudje dojemamo ali pa dojemajo predvsem pod tisto vedo, ki zbira podatke. Jaz pa poskušam razložiti, da statistika tudi analizira podatke, se pravi, daje neke rezultate iz teh podatkov, da se lahko potem nekako na podlagi njih odločamo, kjerkoli že na katerih področjih. Zdaj, prav posebno področje uporabe statistike je medicina. Zdaj, statistika, ki se ukvarja z živim svetom, ima en problem. In sicer, ko boste vi izvajali meritve večkrat pri istemu človeku, nikoli ne bodo enaki. Če boste izvajali eno in isto stvar, naprimer pri bolnih ljudeh, pa pri zdravih ljudeh, ne bomo dobili enako številko. Bolani ljudje nimajo temperaturo 38,nič,
in zdravi ne 36,6. Ampak plus minus okoli teh vrednosti se vrtimo, a ne, zato statistika v zdravstvu pomeni, da imamo zelo veliko variabilnost. In ker se ukvarjamo z variabilnostjo, je potrebno imeti na drugi strani veliko meritev, se pravi veliko pacientov. In to sta dva področja, ki sta skregana v medicini. Po eni strani imate zelo veliko raznolikih podatkov, po drugi strani imate pa teh podatkov, ki je zelo malo. Jaz, ko sem prihajal iz inženirskega sveta, sem rekel, dajte mi več podatkov. Pa so rekli, ja, kam ne grem? To pomeni, da mora biti toliko več bolanih ljudi, ali pa toliko več umrlih ljudi. Sem rekel, ups, res se pravičujem, bom jaz začel z manj podatkov. Se pravi, statistika v zdravstvu ima resen problem, da ne moramo pridobiti velike količine podatkov. Seveda, če ste v Ameriki, boste dobili večjo količino kot v Sloveniji. Pri istih boleznih, pri istem raziskovanju delu. Tako da, statistika ima v medicini eno posebno vlogo, predvsem tudi zaradi tega, ker jaz pravim, da je statistika eno zelo pomembno orodje zdravnikom, da se odločajo bodisi, ali je ena metoda boljša od druge, ali je eno zdravilo bolj učinkovito kot drugo, ali bodo neki ljudje umrli zaradi nečesa, ne bomo omenjali današnjih aktualnih dogodkov, ali bo neka metoda pri fizioterapiji boljša od referenčne metode in tako naprej. Skratka, zelo veliko uporabnih področij je in zato mi na fakultetah z medicinsko tematiko in zdravstveno tematiko učimo statistiko. Študenti seveda jamrajo, ker to Medicinci namreč, veste, zdravnik dela veliko s srčnimi kirurgi, on hoče imeti odgovor jasen, da ali ne, ko dela operacijo. Jaz pa mu tam začnem, joj, verjetnost bo taka, pa če boš to pa to pogledal, bo še takšna, bom rekel ne. Jaz tam bom zelo jasno odgovor. Zaradi tega, pač kot matematik sem se začel ukvarjati bolj s tem področjem, kako predstaviti rezultate statističnih analiz, da jih bo zdravnik razumel in da se bo na podlagi njih odločil. Danes bom pač predstavil nekaj takih metod, ki jih uporabljam pri svojem delu, predvsem zaradi tega, da prepričam zdravnike, da je to smiselno početi. Ena izmed zelo pomembnih stvari v statistiki je tako imenovana P-vrednost. Zdaj, to ne bom razlagal tukaj zelo veliko teorije, ker ni čas, ampak P-vrednost nastopa skoraj v vsakem medicinskem članku. Ko boste pogledali, kakšen medicinski članek, ima vedno neko tabelo in na koncu tabele je neka P-vrednost. Tukaj imamo en primer enega članka, ker imamo dve skupini pacientov, eni imajo neko zdravilo, ki se imenuje kolchicin, drugi imajo placebo zdravilo, to verjetno vsi poznate, kaj je. Placebo je v bistvu zdravilo, ki ne zdravi, ampak je v bistvu prazno zdravilo, to je bombonček, ki ga dobi pacient, ko ga zaužije. No in smo ugotavljali, kakšna je verjetnost, da bomo s tem zdravilom lajšali eno bolezen, ki se imenuje PPS, postperiokarditični sindrom. In na koncu smo ugotovili po 12 mesecih, da je pri skupini kolchicin pri 180 pacientov še 16 pojavov PPS bilo in pri placebo 38. Vprašanje, ki je, ali je zdravilo kolchicin učinkovito, je bilo vprašanje. In na koncu dodamo neko P-vrednost. Zdravniki, ko vidite te P-vrednosti, so blazno navdušeni. Če je P-vrednost manjša od 0,05, so vsi zadovoljni, če je večja, pa nekaj narobe statistika zamenjati ali pa podobne reči začnejo. Se pravi, tukaj imamo neko P-vrednost. Potem sem kar tukaj malo nametal stvari, se pravi, potem smo preučevali stranske učinke tega zdravila, se pravi, koliko povzroča slabe stvari. Spet P-vrednost. Dve skupini P-vrednost. Potem smo preučevali, kdaj se pojavi PPS pri kolchicin skupini pa pri placebo skupini. Zopet imamo P-vrednost. Se pravi, teh P-vrednosti je več, zelo veliko. Pa tukaj imam še primer, ki ga bom danes obdeloval. Pacienti, ki so po srčni operaciji bili zdravi in pacienti, ki so po srčni operaciji pridobili disfunkcijo ledvice, se pravi, ledvica je začela bolj slabo delati, spet dve skupini, spet P-vrednosti. Takih člankov je N, skoraj večina, vse. Zato je prva naloga, ki moramo zdravnike naučiti, kaj to pomeni. Kaj je P-vrednost. P-vrednost
nastopa v statistiki, ko testiramo hipoteze. Tukaj sem zdaj tak velik slajd naredil, ker ne bo doben tako na hitro prebral in poskušal razložiti, kaj je vrednost. V statistiki imamo en velik problem. Ko gledamo dve skupini, zdravih pa bolnih, se v bistvu ukvarjamo s populacijo zdravih pa populacijo bolnih. Ampak nikoli ne moramo zmeriti vseh zdravih pa vseh bolnih. Vedno imamo neko podskupino, neko manjšo množico ljudi. Tem skupinam rečemo vzorec. To boste najbolj poznali, ko imamo volitve, potem pa zberijo nek vzorec ljudi, pa jih sprašajo, kaj so in pol napovedujejo rezultate, kakšne bodo končni rezultati volitev. No, v medicini je to popolnoma enako. Torej, v bolnišnici UKC Ljubljana imamo 200 pacientov, od tega jih je 150 zdravih, 50 bolnih, se pravi 150 ljudi predstavlja vzorec zdravih, 50 ljudi predstavlja vzorec bolnih in potem moramo na podlagi tega vzorca nekaj sklepati na populacijo. No in tukaj pride do vloge statistika oziroma verjetnost. Se pravi, ker iz vzorca enega sklepamo na zdrave, iz vzorca dva na bolne, moramo na podlagi rezultatov vzorca sklepati na celotno populacijo. In v statistiki velja, da če je neka stvar manjša kot 5%, se pravi, da je verjetnost, da boste dva povprečja, na primer enaka, je manj kot 5%, pomeni, da je ta razlika med povprečjama statistično značilna. To pomeni, da je lahko zaupamo, da rečemo, če bomo celotno populacijo zmerili, bo vedno ta razlika nastopila. In to je v medicini pač velika reč, kajti če imamo P vrednost manjša od 0,05, pomeni, da obstaja razlika med skupinama, če je vrednost večja od 0,05, pa ne. Ampak da pridemo do te vrednosti, je pa treba znati statistiko, bi rekel pol leta študija, hitrega kursa, da zdravnike naučimo, kaj to pomeni. In prva stvar, da bomo zanesljivo ocenili tele P vrednosti, je, da imamo zelo velike vzorce. Tukaj pride do prvega problema v slovenskem zdravstvu, ker imamo zdravstvene sisteme kot so. No in tukaj sem jaz tole pač hipotetično oziroma takole nekako predstavil, da ko smo zdaj eno raziskavo in smo imeli pacientov, ki smo raziskovali, ali so dobili disfunkcijo ledvice ali ne, smo se zapodili v podatke in smo nekaj mesecev delali, da smo iz tega silnega papirja v slovenskem zdravstvu z UKC Ljubljana pridobili celih 267 pacientov, ki smo jih potem lahko uporabljali v analizi. Istočasno sem pa sodeloval še skupino v Nürnbergu, ker smo samo naklikali klik, pa smo dobili tak 6700 pacientov, malo smo jih skupaj povezali, pa smo dobili dva identična problema smo reševali, 6700 pacientov, mimo grede, klinika Nürnberg je približno tako velika kot UKC Ljubljana. Pravi, približno isto regijo pokriva, ampak ker ima boljši sistem, je zelo hitro lahko pridobiš paciente, predvsem imajo tudi zelo veliko podatkov v takih zbirkah. Pri nas imamo pa takole eno čumnato, te zaprejo, pa potem gledaš. Jaz govorim zdaj na oddelku srčne kirurgije, to ne pomeni, da je povsod enako. Naprimer, pediatrični bolnišnici je to čisto drugače boljše. Ko enkrat imamo te podatke, je postopek naslednji. Se pravi, ko imate podatke, veste, kaj bi radi raziskovali, naprimer, radi bi preučili rizične faktorje, zakaj bodo ljudje zboleli za odpovedjo ledvic, če smo jih operirali na srcu. Pa potem gledamo, koliko so stari, kakšen imajo krvni tlak, kakšne imajo vrednosti laboratorijskih izvidov, koliko časa je trajala operacija, ali je bila dolga, ali je bila kratka. Kaj smo jim delali, ali smo jim delali zaklopko, ali smo jim delali bypass. Se pravi, kup enih meritev imamo na eni strani in iščemo izmed teh meritev tiste, ki so statistično značilno različne med skupinami. Postopek je takšen. Najprej si postavimo ničto hipotezo. Ničta hipoteza pravi običajno, nič se ne dogaja. Vse je enako. In naša naloga je pokazati, da to ne drži. Če uspemo to pokazati, da ne drži, se nekaj dogaja, torej dajmo gledati v to smer. Ko nastavimo ničto hipotezo, potem, da pridemo do te P vrednosti, je potrebno znanje statistike, ustrezne statistične teste, preveriti to na tretje in dobimo P vrednost. To načeloma zdravniki zelo hitro razumejo, pa rečejo, manjše od 0,5, to je v redu, večje od 0,5. Ni v redu, gremo še enkrat, bomo dali druge podatke in na koncu interpretiramo rezultate.
Zdaj v praksi, ko jaz spustim zdravnikov do tega, predvsem se pojavi takole. Iz raziskovanega vprašanja, ali se kaj dogaja, ne znajo postaviti hipoteze. Torej, to ne gre. Hipoteze mora biti v statistiki zelo jasne. Povprečja sta enaka. Ali pa povprečja nista enaka. Ne pa, moja mama je strela, oče je grom, jaz sem pa nevihta. To ne gre. Spravi, zelo enostavna mora biti tale zgodba. Potem statističnih testov sploh ne poznajo. P vrednosti sem še jasno reče, P, to je v redu, samo da je P. En P mi dej, pa bo vse v redu. No, potem tudi to znam povedati, če manjši P zavržemo, od 0,05 zavržemo in tako naprej. Tako da ta del zdravnikom manjka. In moje vprašanje je bilo, kako zdravnikom, a bom jaz vsakič zdraven, ko bodo oni to počeli, pa bom, zdaj imam dve opcije, lahko se pišem na članke, ali pa rečem, lejte, tam imam NSP, pa mi lejte nakazati, koliko je lektorju tam 300 € na analizo, pa prezornik reče, joj, še to, pa še to bi dal zdrav, pa še ne vem kaj, pa dobili smo nove podatke, pa še 200%. Pa sem rekel, čakajte malo. To je algoritem, jaz sem tudi malo računalničar. Hipoteza, točka 1, točka 2, točka 3, P vrednost, če je manjša 0,05, da, če ni, ne. In kaj sem naredil? Iz tega sem potem naredil en algoritem. Teste, ki jih morate narediti, so tukaj napisani vsi. Jaz sem tudi to dam, ampak to doben ne razume. Lepa imena so, to test, verjetno poznamo nekateri. Anova, Friedmanov in tako naprej, se pravi, tukaj imamo takole, primerjavo vzorcev. Najprej je postopek tak, če so normalno razdeljeni, gremo na to del, če so nenormalno to, če imamo odvisne meritve, gremo sem, če so neodvisni, gremo sem, se pravi, gre za eno drevo postopkov, ki na nek način povedo, kateri test uporabiti, da bo zadeva bolj, torej, da bomo dobili pravo povrednost. Po, dajmo reči, 3 letih, 4 letih tega matranja, ker sem mogel vsakič znova zvečer, ponavadi zdravniki so zelo veseli, oni končajo svoje delo, začnejo pričati statistika, dajmo mi dva še po noč nekaj narediti. Ker zjutraj imam spet dežurstvo ali kaj. In potem sem rekel, joj, to jaz ne morem, jaz imam družino, ne, boš, ker to in tako naprej. Sem rekel, ne, bom jaz naredil program. No, in sem naredil eno tako lepo spletno aplikacijo, ki bom zdaj pokazal. Kjer se pač oni logirajo gor, potem zberajo podatke, ki so jih zbirali dolgo let ali pa nekaj časa, pač ponavadi v Excelu, oni znajo z Excelom zelo lepo delati. In se jim že, samo malo poklukam, ker vem, kaj delam, se pravi, se jim že zračuna neka osnovna statistika, 282 pacientov, povprečna, koliko imamo moških, ena je moški, dva je ženska, koliko imamo povprečno starost, koliko imamo body mass index, gre za neko raziskavo, ker smo delali razliko med ljudmi, pacijenti, ki imajo okvaro ledvic proti ne, potem zberajo spremenljivko, na katero bodo delali analizo, v tem primeru bo tale naš AKIN, da ali ne, naredijo update in se jim to lepo že izpiše. Da pridemo do teh številk, se vzade zgodbo algoritem, da mi reče, to moj lastni prispevek, temu, tako da, to je za njih blazno fajn. Kaj to pomeni? To pomeni, da razlika v spolih, med spoloma v tej zgodbi ni, razlika v starosti med dvema skupinama je, BMI ni, tale nek kreatinin, ki ga merimo pri ledvicah, običajno je razlika in kreatinin po operaciji je razlika. S tem smo na nek način dobili, kateri so rizični faktori za bolnike z AKIN-om, kateri ne. In ko noter dajo neke take podatke, sicer tukaj je 267, lahko zelo hitro dobimo prvi vpogled, kaj se dogaja s temi pacijenti. Seveda obstajajo programi za takšne stvari, ki so taki ali drugačni. Eni so tako, da se programirajo, drugi so taki, da se tipka ali pa koliko Excel zgleda, ampak problem je v tem, da ustavijo se zdravniki tam, ker ne vejo, kateri test brati, in pa kar nekaj pritiskajo, samo da dobijo pravo povrednost. Tukaj je pa narejeno vse, tako kot mora biti. Ampak tukaj se zdravnik ne ustavi. On je zdaj rekel, v redu, poiskal sem rizične faktorje.
ali znam jaz iz teh rizičnih faktorjev zdaj povedati, a bo pacient zbolel, a ne bo. A ga moram preventivno zdraviti, da ne bo padel bolezen, ali ne. Se pravi, ni samo to, da jaz rečem, to je problem, to opazuj, to ne opazuj, ampak tudi, da na nek način mu povem ali pa pokažem, da se da s temi faktorji tudi napovedati njegovo bolezen ali ne. No in ta drugi del statistike, s katero se ukvarjamo v medicini, je vezan ravno na modeliranje nekega stanja pacientov. Se pravi, najprej povemo, ali obstajajo razlike med eno skupino in drugo, in na podlagi tega se potem odločamo, kateri so rizični faktori, s katerimi lahko napovedujemo, ali se bo nekaj zgodilo ali ne. Najnujno, da zelo dobro, ampak lahko napovedujemo, ali se bo nekaj zgodilo ali ne. S tem se ukvarja v statistiki regresijska analiza, poznate pa vsi to pod lepšim imenom umetna inteligenca, strojno učenje in podobne reči. V statistiki je pa to eno staro ime, zato rezerviramo se na regresija oziroma regresijska analiza. S čim se ukvarja regresijska analiza? Matematično z zelo enostavnim problemom, in sicer na podlagi zelo veliko vhodnih parametrov x1 do xn napovedati samo en y. Ponavadi je ta y zdrav, bolan v medicini. Bolj ozdravljen, manj ozdravljen. In regresijska analiza se ukvarja z dvema problemom. Sicer prvim problemom je, kako na podlagi teh parametrov x1 do xn določiti funkcijo f. Temu rečemo model. Matematiki boste rekli, nič problem, f od večdimenzionalne spremenljivke je y. Po mojih izkušnjah je že od leta 2000, odkar sem nekje aktiven raziskovalec, delam te f-je, ki so zelo enostavne. F je lahko premica, ali pa neka zelo enostavna zadeva, linearni ali pa večstopenjski polinom. Lahko je pa nekaj bolj problematičnega ali pa nekaj bolj kompleksnega. Se pravi, ukvarjamo se s tem, kako dobiti f, in potem se ukvarjamo s tem, kako dober je ta naš f. Se pravi, kako dobro znamo napovedovati. Veste, če jaz rečem, da sem naredil f, pa te parametre sem noter, pa napovedujem, da boš bolan zdrav z napako 80%, bo rekel za nek 5 domov. Pravi, tukaj se moramo potem začeti pogovarjati o tem zelenem delu, ne pa o tem rumenem. Rumeni del je, da mu reč, matematično jasen, kako do njega priti. Zeleni del je pa tisti križ, ko moramo dokazati, da neka stvar deluje ali ne. Običajno potem te modele na različne načine gradimo. Tukaj bom jaz tudi pokazal en model, ki smo ga delali v okviru enega članka, ki sicer še ni išel, ampak smo že na koncu. In sicer smo napovedovali na podlagi nürnberških 6700 pacientov, ali bodo pacienti dobili odpoved ledvic ali ne po operaciji na srcu. Nažalost se v 30% ljudi pojavi težave na ledvicah in so radi bi odkrili ne samo, kateri so rizični faktori, ampak tudi, ali znamo kaj napovedati, da bo pacient prišel v bolezensko stanje, in kako hitro znamo to napovedati. Ali znamo že kaj s podatki pred operacijo napovedati, ali takoj po operaciji, tik pred zdajci pa je brez veze, ker pomeni, da smo že svalili. Se pravi, gre vedno za to časovno zaporedje, ali znamo pred operacijo, ali znamo takoj po operaciji, in ali znamo, da imamo reči 24 ur do bolezni, ker tako lahko še ukrepamo. Zdaj, mogoče sem jaz prehiter, tale AKI pomeni, ima več stopenj, nič pomeni, da si zdrav, ena, da si delno ukvarjal ledvice, imaš dva, da imaš zelo pomembno, tri je pa že dialize, se pravi, so do ledvice odpovedali. In ko jaz rečem, nimam dovolj trojke, reče oni, super, to pomeni, da pacienti nimajo odpovedi ledvic. Pri inženirstvu tega ni. Rečem, pa dej še tistih par primerov, bomo zmerili. To so zdaj na primeru zdravih ljudi, na primeru ljudi, ki so imeli že izmenjavo ledvic pri sebi? Ne, to je predn so zapadli, predn so imeli težave. Kako, ker jaz vem, v zdravstvu ima še nič do 5 stanje ledvic, ko si 4, si nekaj dializa? Ja, to je že, dializa tukaj ne gremo, ker je to že, smo končali. Se pravi, 6700 zdravih oseb, ki je imelo razne okvare ledvic do stopnje 3.
Aha, do stopnje 3. Se pravi, so imeli že neke simptome vezane na probleme z ledvicami? Ne, to so potem dobili okvaro ledvic. Osnova, teh 6700 je redno... Je tisti, ki so bili operirani na srcu. Aha, operirani na srcu. Ja. Se pravi, teh 6700 je 30%? 30% ima neko okvaro ledvic. Da vi gledate faktore, ki dejansko vplivajo? Ki dejansko vplivajo, torej sprašujemo se, zakaj pride do te okvare, ali je, srčni kirurgi se radi vprašajo, smo mi kaj krivi, ali je to zdaj del tega, ampak dejstvo je, da 30% pojavnosti je pri takih bolnikih. Trenutni rezultati kažejo to, da je edini rizični faktor starost. To je tako smešno reči, bolj si star, več je verjetnost, da boš imel okvaro ledvic kariero. Čisto uredno, logično. No, in potem smo mi razvili en model logistične regresije, ker smo imeli za en referenčni model, ki se imenuje Cleveland Clinical Score, to je neko točkovanje. Jaz sem drevel te logistične regresije, ni najbolj. Ja, sej tukaj ne mislim zdaj razlagati, če vse. Ampak čist 2 minuti, zberte mi v stres. Bomo minuti. Logistična regresija je model, da pa moram že vzeti flomaster. Če imate y, ki ima 2 vrednosti, nič ali 1, in imate tukaj f različnih vrednosti od x1 do xn, potem je model logistične regresije ta, ki vam napove verjetnost, da bo nekdo imel nič ali 1. Zitter ne pove na tak način, ampak pove z eno količino, ki se imenuje razmerje obetov. Torej, pove, kakšni so obeti, da bo nek pacient zbolel ali ne bo zbolel. In to je v bistvu takole, to se modelira z eno tako funkcijo e na nekaj. Takole, približno, se pravi, razmerje obetov je e na nekaj, in če vse skupaj logaritmiramo, dobimo v bistvu navadno linearno regresijo, ampak zato smo na logaritmsko logistično regresijo. Sem ustregel. Imenuje se to binomska logistična regresija, ker imamo samo 2 vrednosti, če ne več vrednosti, je potem multipla. No, v glavnem, dobimo model. Ta prvi model je model, ki je trenutno obstoječ in pravi naslednje. Paciente po nekem scoring sistemu, ki je bil predstavljen v Cleveland kliniki, ovrednotimo. Naprimer, če je nič, nima dobenih predzgodovinskih bolezni, se pravi, nima diabetesa, nima krvnega tlaka, je vse normalno. Če je 1, mu damo pač odvisno teh bolezni, mu dodajamo številke 1, 2, 3, 4, 5 do 10, in veljalo je, da večji kot je Cleveland Clinical Score, večja je verjetnost odpovedi ledvic. In seveda, to smo potrdili, rekli smo, če ima nekdo Cleveland Clinical Score večji kot 1, potem je verjetnost 1,4-krat večja, da bo zbolel, kot če nima. Kot če ima Cleveland Clinical Score nič. Če ima Cleveland Clinical Score 8, bo verjetnost 19-krat večja. Torej 19-krat večja rizičnost, da bo nekdo zbolel za akinom. In zdravniki so to znajo zelo lepo brati. Super! Ampak, ko smo testirali model, smo pa ugotovili, da model ni najbolj zanesljiv. Samo 62% deluje dobro. To pač je neka roca analiza v zadnji narejena in tako naprej. 62% je malo več, kot da mečeš kovanc, ker 50% če mečeš kovanc. Prije pacient, rečeš, povej mi svojo številko in vrgu kovanc in rekel, to je to. To je bila praksa, ki je bila javljena, ki so jo poročali in tako naprej, in tukaj smo imeli super podatke, ker imamo zelo veliko podatkov in smo ugotovili, da je pač natančno špačno potjen. Ko smo zraven dodajali še naše parametre, to so glavni parametri, ki so vezani na laboratorijsko analizo, pa analizo urina, so neki kreatinini pa razne meritve, smo prišli ravno tako z enim modelom ven in smo prišli na 84%, ker je boljš k 62, še vedno ni najboljš, ampak je boljš k nič. In smo bili blazno navdušeni. Jaz sem bil blazno navdušen, ko sem to videl. Pa je rekel zdravnik, pa kaj ne jeste? 5 neke številke. Kako ne jaz to razumem? Pride pacient in kaj mu reče?
ko bo imel slino nekaj zgor, bo rekel, 4-krat večjo verjetnost imaš, da bo zbolel. Jaz rabim ali bo, ali ne bo. Povej mi. Potem sem pa začel razmišljati, sem rekel, kaj je? A ni to dovolj jasno? Potem sem pa naredil še en graf, sem rekel, glej, to je dovolj jasno, glej, tukaj bi stal model, mi smo pa tle, bolj, ko greš proti levo zgornjemu kotu, boljše je rekel, v redu, napišemo članka, ampak nisem nič rešil. Jaz rabim prakso. In potem sem pa začel malo razmišljati, pa sem spet naredil eno aplikacijo, jaz temu rečem moji kalkulatorji. In sem rekel, v redu, model imam, temu se reče nomogram, in sem dal po vrsti tiste parametre, ki najbolj vplivajo na to, ali bo nekdo zbolel ali ne bo, po vrsti so. Second delta kreatinin, pa imamo ene druge vrednosti, klinika skor in tako naprej, in na koncu sem dal magičen gumbek predict. Ta bo povedal verjetnost, ali bo nekdo zbolel ali ne bo. In če kliknem predict, okay, če so ti tipični default parametri, je verjetnost, da bo zbolel zelo nizka, tukaj od 0 do 1, ne večja kreatin, bolj verjetno je, da bo zbolel. Če naprimer pa se te delte povečajo močno, a ne, pa vse skupaj zleti proti enki, a ne, se pravi pa tukaj malo še popravljam dol, se pravi to je v bistvu ta kalkulatorček, a ne, ki nam zelo hitro pove, kakšna je verjetnost, da bo nekdo zbolel s tem, da nam da tukaj še en take okvirje, vzročaj, jaz temu se reče, ki pove, kakšno je zaupanje v to oceno, kje se bomo gibali. Se pravi, ta kalkulator zdaj, da deluje enostavno tako, da ima teh 4 parametre in bira multiplikacijo in tem vi probability. Ta parameter deluje točno tako, kot ste približno omenili, se pravi, to so vrednosti, da ima reč pacienta, noter ustavimo v naš model in zračunamo verjetnost. Kakšna je verjetnost, da bo? Ja, no, rečemo, imaš multiplikativen ali aditiven model, ta je multiplikativen. Ja, tako, okay. Res. Tako da, v bistvu, zdravniki so bili s tem blazno zadovoljni, so rekli, da to bomo mi patentirali, se rekel, v redu, fante, se ni take sile. To bi uporabljate, bomo videli, če deluje. Skratka, zdravnik je rekel naslednje, ne, to je že bolj porabno. Dam noter podatke, vidim verjetnost, še vedno so bili pa skeptični o tem, na podlagi česa se odločam ta model. Še vedno zadaj črna škatlica. Noter dam podatke, v neki preleti. A sem se zdaj odločil na podlagi prvega parametra, drugega, tretjega, četrtega. Pa sem naredil še eno stvar, ki jo imenujem zdaj AKI Analytics. In sicer, tukaj je zdaj pacient s svojimi številkami, tam sem dal en lep tak gadget, da takole verjetnost kaže, ker je to fajn, če je lepo videti. Potem sem pa zraven dodal tisto, kar je za njega bilo zelo pomembno, tako so mi razlagali. To so pa verjetnosti, torej kateri izmed parametrov je tisti, ki bolj prispeva, da ne bo zbolel, in tisti, ki prispeva, da bo zbolel. Se pravi, zeleno pomeni, da je manjš, torej da prispeva k tem, da ne bo zbolel, rdeče je pa, da bo zbolel. In če zberem potem spet pacienta, takole se te zadeve dinamično potem spreminjajo, seveda to je zdaj naredno na tiste paciente, ki jih imam jaz v bazi, če pride nov pacient, bi morali te podatke samo vtipkati, pa bi dobili ustrezne rezultate. Tukaj so zdaj različne stvari, jaz jih ne bom niti razlagal, naprimer to, kakšnega spola si, zelo malo vpliva na to, ali bo zbolel ali ne. In to bo on rekel, ja, to pa je fino, ker to res spol ne vpliva. Ali pa, kakšen imaš body mass index, tudi zelo malo vpliva. Če izkaže se, da malo vpliva v tem konkretnem primeru. To, kakšen boš pa imel kreatinin pred operacijo, pa razliko s kreatininom po operaciji, to pa zelo močno vpliva. To je tisto, kar oni sumijo, ali pa se jim dozdeva, da je to res. Se pravi, te stvari nekako to povejo. Blazno navdušeni so prisvojili tudi s tem grafom, ki pove, kakšna je korelacija teh podatkov k tem, ali bo nekdo dobil AKIN ali ne. Pravi, večja kot je vrednost, večja je verjetnost, da se bo nekaj zgodilo. Pravi, na ta način jaz pravim temu, da je treba graditi takšne aplikacije zaradi tega, da približamo matematiko ali pa statistiko, če hočete, končnemu uporabniku, tisti, ki bo to uporabil. Ker sicer, da mi govorimo samo v tabelah pa v rezultatih, je to premalo, da se bo to uporabljalo. Jaz nekako svojo poklicanost čutim, da kot matematik bi pomagal, ampak če hočeš pomagati, moraš približati te rezultate praksi.
Seveda ni to 100%, seveda ni to takole, da zdaj pa sem jaz vse rešil na podlagi 3 meritev, ampak v to smer bi radi šli. Ne? Tako da, kar se tega tiče, nekako razvijamo take postopke in taka orodja. Ta orodja, moram reči, da je zelo hitro, tukaj lahko jih malo potestirate, imam neke linke, enkrat so še odprti, počas se bodo zaprli, ker vseeno podatki so dan danes nafta, ali kaj 21. stoletja, in če da tiska da podatke, reče, to pa ne bodo drugi uporabljali, pa ne, lahko samo mi. Je pa tudi nekaj res, to je čisto izkušnja praktična, če dobiš podatke iz klinike v Nürnbergu, vedno reče šef, kaj pa imamo mi od tega? Vi boste zdaj neke članke pisali, kaj imamo mi od tega? Pa rečem, jaz tole boste dobili. Pa rečem, ok, pa lahko. Ne? To pomeni, da bodo oni lahko to uporabljali, pa nekako tudi validirali v praksi. Tako da s tem, vem, da imam omejen čas, bom jaz pač končal s tole statističnim delom, a ne, se pravi, to je velika reč v medicini, se pravi, ne to, kar je delom, ampak statistika je zelo pomembna v medicini, da stvari nekako delamo tako, da se lahko zdravstveno osebje medicina odloča na podlagi teh rezultatov za nadaljnje ukrepe. To nikakor ne nadomešča zdravnikov, ampak jim v bistvu samo pomaga pri odločitvah, kar je zelo pomembno. Zdravnikov ne bomo zdaj računalnikom rešili problema, ampak bomo v bistvu samo jim pomagali. No, drugi del matematike v medicini ali pa s tem, kar se jaz ukvarjam v medicini, je pa vezan na obdelavo signalov v medicini. Biomedicinski signali, v medicini jih je več vrst, več stvari. Najbolj tak signal, ki ga vsi tretiramo kot signal, je EKG signal, gotovo je kdaj to delo EKG, pa veste, kako zgleda, tam pač imajo elektrode, pa potem izmerimo odziv srca oziroma izmerimo srčni utrip, kakor se reče po domače, in na podlagi tega signala lahko pač ugotavljamo bolezenska stanja na srcu oziroma zdravje srca. Potem so EEG signali, s katerimi imamo tudi razne odzive, predvsem v možganih, razne, kako se kaj dogajajo stvari, pa seveda velik del signalov predstavlja medicinske slike. Medicinske slike, jaz prihajam iz radiološke tehnologije, to pač načeloma obvladamo te stvari. Osnova medicinskih slik je, da se nekaj vidi, da se vidi bolezenska stanja, tumorje, razne stvari, anomalije, in osnova radiološke tehnologije, zdaj ne poznate, radiolog pa radiološki tehnolog, to sta dva poklica. Radiolog je tisti, ki dela diagnozo na podlagi slike, se pravi dela diagnozo, radiološki inženir pa sliko naredi. In radiološki inženir so čim radiološki inženirje, se pravi naloga radiološkega inženirja, da naredi čim boljšo sliko, da bo lahko radiolog pač ocenil, kar ima za oceniti. Pri čemer je pa znano dejstvo, da večjo, ko bo dobil pacient dozo sevanja, boljša bo slika in seveda tega si ne želimo, zato morajo radiološki inženirji delati s čim manjšo dozo, čim boljšo sliko. To je osnovna zgodba, temu se reče princip ALARA v radiologiji. No, o tem ne bom dosti govoril, mogoče kdaj drugič. Govoril bom pa o EKG signalih. In sicer zakaj? Zato, ker me je ista ekipa srčne kirurgije v Ljubljani, to je bil še direktor vaš Krajan ali kaj, Kočovnik, smo nekako zelo dobro sodelovali. Smo nekako tudi opažali, da je kar nekaj pacientov po srčnih operacijah, ne me zdaj točno vprašati katerih, ker srčnih operacij je več, tudi dobi po operaciji, po nekaj dnevih ali pa po nekaj časa, tako imenovane atrijsko fibrilacijo, se pravi, srce ne deluje več pravilno. No in to atrijsko fibrilacijo je zelo težko loviti, ker to je pojav, ki se zgodi, potem pa spet vse v redu, pa se spet ponovi, stok se slabo počuti, seveda, če so ekstremni primeri, pride do zdravnika, pa ga pregledajo, ampak običajno ga je težko loviti, ko ga damo mi pacienta na EKG, je vse ok, v bistvu pa ima atrijsko fibrilacijo. In ideja, ki smo se šli skupaj z Inštitutom Jožef Štefan, je bila, da naredimo EKG aparat, ki deluje 24 ur. Zdaj, sami veste, če razdam EKG, tam še kabli visijo, pa klopi niste, pa tam neki dela. No in ta aparatek je bil razvit na Inštitutu Jožef Štefan, zato so dobili tudi Puhovo nagrado. Praktično uporabo smo pa zagotavljali mi, skupaj z UKC Ljubljana, in sicer to je aparatek, ki se ga da takole
ima dve elektrodici, damo takole, pač poljubno ali tako, sem in meri EKG. Bistvo tega aparata ni, da meri EKG, bistvo aparata je, da nima dobenega kabla. Spravi, je mobilen, dela pa s telefonom. Spravi, to je aparat, ki dela na Bluetooth, prenaša signal na telefon, pacientu damo telefon v žep in on s tem lepo hodi okoli. Tukaj je še kupenih težav, v zvezi s tem ni še to finalna verzija tega aparatka, kajti če se premika pacient pa gor pa dol, skratka, imamo še nekaj težav. Ampak to je v bistvu dan danes state of the art na področju mobilnega merjenja EKG signala, dela pa 4 dni brez napajanja, spravi, da ni treba nič povedati. No in takih aparatkov, to se prodaja, mimo grede, jaz ne delam reklamo za to, ker ni to moja naloga. Moja naloga je tista spet drugi del. Jaz sem rekel fantom na Štefanu, sem rekel, super ste to naredili. Ampak ljudje, ki bodo gledali take signalčke, kaj bodo videli? Nič. Potem boste pa teh aparatkov prodali tisoče in vsi bodo pošiljali zdravniku tole in zdravnik ne bo imel časa to gledati in bo spet nič. Je enako, rabimo software, ki bo znal nekaj detektirati. Okay? Tako da ideja je, da ne prodajamo samo aparata, ker pač to ni, pač je to samo hardware, rabimo še pamet, ki bo rekla, od 24 ur so bile 3 epizode atrijske fibrilacije, ki so trajale od tu do tu in zdravnika moraš opozoriti, da imaš zadevo, ali pa 3 dni je bilo vse ok, prenesi nazaj aparat. In tudi to smo se lotili, zdaj kako delati razne stvari pri EKG signalu. EKG signal ima zelo jasno strukturo, tukaj je narisana, imenuje se tako imenovani PQRST valovi, tale R je tisti val, ki ga najbolj čutimo, če damo prst, to je tisto, kar čutimo, to je srčni utrip, medtem ko sta dva vala, ki sta vezana na delovanje ventriklov, atrijev in tako naprej, P, R pa T, PQRST je pa celotna struktura, na podlagi teh valov, torej teh oblik signala, znamo nekaj povedati o delovanju srca. Če P vala ni, vemo, kaj je narobe. Če R-a ni, si mrtev. Če T-ja ni, je tako naprej. To je seveda zdaj idealno. V praksi je pa to pokazano takole, pogledajte, tako zelo normalno. Tukaj moramo narediti, tukaj moramo znati zdaj zelo dobro vedeti, kaj je P, pa kaj je ŠU, pa kaj ni R, pa tako naprej. In na podlagi tega delamo razne meritve. Torej, čas od P-ja do R-ja, napačno pisano čas od P-ja do Q-ja, P-ja do R-ja, Q je res širok, širino, se pravi, razne stvari merimo tu. In na podlagi teh meritev ugotavljamo, kakšna je povezava teh meritev z bolezenskimi stanji srca. Nazadnje tudi zdravnik, ko gleda, več ali manj gleda tole, on ima tisti milimetrski papir in vidi, tukaj nekaj manjka, to bo znalo oceniti. No in v nekako zelo napredne meritve parametrov, ki jih izvajamo na EKG signalu, se imenuje tako imenovani HRV parametri. To so parametri variabilnosti srčnega ritma, so heart rate variability, HRV, ki je danes zelo popularen. Obstajajo software, kako naredimo in tukaj sem za nalaž to narisal, ker tukaj je ogromno matematike v zadnji. Prva matematika je, da računamo tako imenovane časovne HRV parametre, kjer so razne zadeve, naprimer povprečje RR in to so osnovni, pa imamo naprimer parameter RMSSD. RMSSD je koren povprečja kvadratnih razlik med zaporednimi RR-ji. Se pravi, to so take osnovne matematične operacije, ki jih znamo izvajati. Potem, naprimer, naredimo histogram intervalov, pa računamo, kakšna je višina proti širini. To so pač oblike histograma. To so vse parametri, ki so bili izpeljani in imajo nekako povezavo z bolezenskimi stanji pacienta. Potem imamo še druge parametre, ki so na podlagi Fourierjeve transformacije, se pravi, da gremo v frekvenčni prostor, pa računamo, kakšna je moč v nizkofrekvenčnem področju, pa v višjem frekvenčnem področju. Tukaj je zelo zanimivo. Nizkofrekvenčno področje je vedno, kadar človek spi, ker je ritem počasen. Ko dela neko aktivnost, ima visokofrekvenčno področje. Če skoči v fibrilacijo, ima visokofrekvenčno področje. Se pravi, nekaj je dobro gledati tudi v frekvenčnem področju.
Najbolj zanimivi parametri, ki so mene nekako fascinirali, so pa parametri, ki izhajajo iz nelinearne teorije oziroma teorije kaosa. Ko pa merimo različne stvari, naprimer, ena taka reč je, ko gledamo Poincarejev graf, pa gledamo ritem ob času t, pa ritem ob času t plus 1, pa gledamo v bistvu fazni prostor tega, in običajno zdrav človek gleda takole, se pravi, da imamo nek raztros podatkov vzdolž ene osi, pa vzdolž druge in ravno ta raztros gledamo, kakšna je razlika. To je pa naprimer bolan, ko imamo delovanje ventriklov, težavno, dobimo neke take vzorce, pa srčno aritmijo, dobimo nek svoj vzorec. Se pravi, to so parametri, ki so torej više nivojski, temu rečemo, hkrati so to zelo dobri parametri, ki prikazujejo neko bolezensko stanje zelo očitno. Seveda, v medicini so ljudje zelo take stvari radi kažejo, ampak dejstvo, hudič se skriva podrobnosti. Ko vzamem 100 takih pacientov, ki ima isto težavo, pa ni tako. To je samo en lep primer. Je pa približno nekaj se dogaja, tukaj se pa nič ne dogaja, to je spet ta zgodba. Potem imamo še razne entropijske parametre, pa tako naprej. No in to smo mi, potem smo še šli tole zgodbo, se pravi, smo vse srčne, torej mislim, da smo imeli 70 pacientov, boste rekli, tega je malo, ampak 70 je spet veliko, ker jih je treba imeti, pa jih treba napraviti, 70 imeti, pa tako naprej. Smo dobili 70 pacientov, smo rekli, dajmo pogledati, ali HRV parametri so tisti, ki vplivajo na razvoj atrialne fibrilacije. Ni problem, zmerili smo pacienta, zračunali smo stvari pred operacijo, po operaciji, tako kot prej, smo ugotovili z analizo, da nekaj takih je zelo pomembnih. Vedno veljavo, da je starost rizični faktor, da bomo imeli nekdo atrijsko, potem smo pa ugotovili, da je PQ-val, pa LFE, torej moč v nizkih frekvenciji, pa nek linearni parameter alfa-2. Malo smo bili skeptični do teh rezultatov, malo jih je bilo, ampak uspeli smo objaviti članek, na kar smo ugotovili, da smo prvi, ki smo objavili, da je PQ-val pomemben in danes, mislim, da ravno včeraj me en citiral iz revije Nature, tako da sem bil zelo vesel, naš članek, kjer smo dobili pač, ker so tudi ugotavljali, da je PQ-val pomemben za razvoj atrijske fibrilacije. Mi smo sicer to delali na bolanih pacientih, oni so delali pa na širši populaciji vseh zdravih. Tako da tukaj je zdaj razlika in smo nekako bili zelo veseli, da se ta naša stvar zdaj potrjuje v praksi, da to deluje. Se pravi, tukaj nekako sem jaz zelo zadovoljen, ker združujem torej znanje mojih signalov, pa hkrati statistiko. Torej obe stvari naenkrat. Tako da tukaj smo zelo na dobri poti, kar je naša naloga tukaj, da zdaj imamo približno 200 pacientov in imamo pač zadeve ponovili. Spet dela zdravo Nürnberg, ker so videli, da je tukaj potencial, tako da vsi upamo. Sam je treba imeti veliko denarja za ta pravi. Pa veliko ljudi, ki to poinštalirajo, dajo pacientu gor, veste, pacient je tam bolan, leži, ne more zdaj on. Imamo kar nekaj takih zelo etičnih dilem. No, ampak tukaj se jaz še nisem ustavil, ker načeloma sem, dajmo reči, znal procesirati govorne signale, pa dajmo še na isti način EKG signal. In jaz sem nekako doktoriral z področja časovno-frekvenčnih predstavitev signalov, kaj to pomeni. Če jaz govorim z vami, vi ne slišite, kako se signal po času spreminja, ampak slišite, kako se v frekvencah nekaj dogaja. Torej, A, I, O, U so frekvenčne razlike v signalu, ne pa časovne. In običajno se signal predstavi v frekvenčni prostor, kajti tam je skrita informacija in tisto procesira. Se rekel, pa dajmo pogledati, če ve, kak je signalo, isto. In posebej seveda, to nisem nič mnogo odkril, to je že znana reč bila vrsto let, ampak niso delali s Fourierjevo transformacijo, ampak z valčno transformacijo, to je kupene matematike v ozadju. Tole reče je valček, tole črno je signal in valčna transformacija deluje tako, da računa skalarni produkt teh dveh funkcij. To je kot integral, se pravi, naredimo skalarni produkt in amplituda, se pravi, velikost tega signala se potem shranjuje in riše. Potem tale valček šibamo preko signala in rišemo take amplitude tega signala in valčki se pa spreminjajo po širini, se pravi širši ožji valčki. In ko nekako to končamo, napolnimo tole zgodbo in to se imenuje časovno-frekvenčna predstavitev. Čas predstavlja premikanje valčka levo-desno,
Odklon od tega pa predstavlja frekvenčni odklon, oziroma temu se reče skalogram. Pardon, to je wavelet. Wavelet, to valjčki po našem. Ja, valjčki. Valjčna transformacija se temu reče. In sicer zvezdna valjčna transformacija se piše to. No in kaj sem potem gotovo, tukaj spet primer, lep primer, tukaj imamo nekaj aritmij, kronično popuščanje pa normalni sinusni ritem. In ko naredimo valjčno transformacijo, dobimo take slikce. Nekaj se vidi, Malo razlik je. Sicer sem spet pokazal najbolj idealne primere, kot vedno, ampak nekaj razlik je. Tukaj ni nič, praktično tukaj se pojavlja nek pas, tam imamo pa razne dogodke. Se rekel, pa dobro, pa če imam jaz tako sliko, bom jaz to sliko prepoznal namesto tistih meritev tam, da bom meril, koliko je P, pa vse preštel z milimetrskim papirjem, bom raje še to delal. In res, to sem začel delati, se pravi, imamo signal, ga razstavimo na piksle, če hočete, na neke večje enote in to predstavlja moje meritve, tam se reče značilke, naredimo model in načeloma bi mora stvar delovati. To sicer sem naredil na manjši bazici in sem dobil, da prepoznavam ARR, pa CHF, pa NSR 85,5% natančnostjo. Nisem bil s tem zadovoljen, to je še zmeraj malo. Predvsem pa sem bil zadovoljen s tem, da se pa normalne signale proti nezdravim pa prepoznava kar v redu. To je zelo mali primer, skromen, majhen primer. Dejstvo je, zakaj je mali, zato ker bolezenski stan pa človeku ni toliko velik, kar je normalnih. Tako da je težko dobiti bolane pacijente. Ampak s tem se nisem še ustavil. In sicer rekel sem, a se da to še kaj izboljšati? In seveda se da. Pa bom jaz mogoče, ker sem že dolg, samo preskočil, pa bom, če bo koga res zanimalo, pa sem rekel, danes je zelo popularna nevronska mreža, globoko učenje. A lahko jaz to, ki uporabljam za moje stvari? Zdaj, če koga zanima, kako deluje nevronska mreža, tudi to lahko razložim, imamo čas? Zanima. Osnova nevronske mreže, te nevronske mreže so postale popularne spet sedaj, leta 2020, čeprav so bile prvič nekako postavljene v računalniški svet leta 1978. Kohonen, Infinec je to naredil. In sicer kaj je naredil? Poskušal je simulirati, kako deluje nevron. In nevron deluje takole, da v bistvu je sestavljen iz dendritov nevronske celice, torej jedra, aksona pa sinaps. Jaz to ponavljam, to se pač samo povzem. Dendriti so priklopljeni na ostale nevrone in dejansko pošiljajo signale ostalih nevronov do tega našega nevrona. V nevronu se ti signali zbirajo, če hočete se števajo, in ko pridejo do enega praga, ko preidejo prag, se v aksonu sproži impuls naprej, ki se prenaša na naslednje nevrone preko sinaps. In te sinapse imajo pa funkcijo, da odvisno kako so povezane nevrone, bodi si signal ojačajo ali pa spustijo. No in zdaj, če to tako malo poznamo, lahko naredimo matematiko iz tega zelo hitro. Se pravi, to so signali od nevronov, potem imamo uteži, ki te signale bodi si ojačajo, bodi si oslabijo, potem v celici imamo navadno vsoto, ki to sešteva, potem imamo še eno pragovno funkcijo, ki reče, če je nad pragom, se nekaj zgodi, če je pod pragom, pa ne, in to pošljamo naprej. Pravi, matematični nevron, ali pa umetni nevron, kakor se imenuje, dejansko posnema tale biološki nevron, in to je bilo znano že leta 60. Problem je bil, kaj zdaj s tem narediti? No in potem so rekli, v redu, pa take nevrone povezujemo v mreže, simuliramo pač delovanje možganov. In zdaj, te mreže so bile pa tako, to veste vsi, da to so v bistvu grafi, razni imajo takole. Torej, tukaj imamo vhodno plast, se pravi, to so vstopni nevroni, ti gledajo, naprimer, to so oči, potem imamo pa neke vmesne plasti nevronov, ki so med sabo povezane v tem primeru vsak z vsakim, z naslednjo plastjo, to se imenuje večplastni perceptron, takšna struktura. In na koncu imamo izhod, ki reče, vidiš mačko, psa, kokoš.
Ne? In to je bilo znano. Potem so razne strukture še delali, ampak problem je bil tu, da to je bilo leta 78, sedaj je pa 20 let pa tole. Kaj je razlika? Tukaj je bila procesorska moč tako švoh, računalniška, da razen vstopne plasti pa izstopne pa ene vmesne ni bilo dovolj kapacitet, da bi sploh zračunali vse te uteži, pa pragove, pa tako naprej. A ne? Se pravi, je bila plast samo ena. Danes je plasti kukačte, pa dodajamo. In ker je več plasti, temu rečemo globoka nevronska mreža. To je zelo poenostavljen pogled na tisto, kar se danes dogaja. Se pravi, to, kar je bilo včasih takole, s 3 plastmi, je danes še 16 primer. Ali pa z 30 plastmi. Kje je težava? Vsakeč, ki dodate na mrežo, je eksplozija parametrov, ki jih morate računati. V nevronih, v utežeh, v izhodih. Se pravi, vsaka plast je to samo še eksplozija. In to je ena zgodba, druga zgodba, ki je problematična, pa kako te nevrone učiti, da bodo delali prav, da bodo prepoznali mačko na kokoš. Se pravi, nekdo je mogel se izumeti metodo učenja, oziroma določene aparate. No in tudi to je bilo dolgo leta problem, zdaj pa je to jasno, numerično rešljivo. Pa leta 2012 je bil boom nevronske mreže, so bili 3 avtori, en Kanadčan, pa 2 Američan, Ng, pa Hinton, pa Benjo, ki so postavili prvo tako nevronsko mrežo na ta način. Pa bom jaz tukaj mogoče res, zdaj, kako izgleda taka mreža za prepoznavanje takih slikic je tako. Plasti je 16. Notar damo sliko, ven dobimo rezultat. Zdaj, tukaj obstaja neko tekmovanje, ki prepoznavajo zelo preproste slike, milijon slik dajo tako mrežo za učenje, prepoznavati morajo pa 1000 objektov. Mačke, pes, miš, golob, rožica, tipkovnica, kozarček, tako naprej. In tale del od tu do tu, ki so takole take kocke, ki so narisane, skrbi za to, da se slika razgradi na osnovne gradnike, ki so tipični za določen objekt. To se reče konvolucijska mreža. Tale 3 plasti naprej pa dejansko skrbijo za to, da prepoznaš mačko ali pa psa na podlagi teh gradnikov. Zato take mreže rečemo konvolucijska oziroma CNN mreža. Kar je bistvo tega je, da ne potrebujemo več značil. Se pravi, jaz da notri samo sliko in dobim končni rezultat. Ne rabim pa računati iz te slike nekih značil, kot sem jih delal prej. In meni se je to zdelo blazno fajn, pa bom tu preskočil. Še nekaj sem malo, greš to samo nazaj. Ja, lahko. Sem? Še, sem to razliko. Se pravi, med machine learningom in deep learningom dejansko je razlika. Da ni treba več uporabiti znanje, da delamo značilke, ampak da to prepustimo mreži, da sama določi optimalne značilke glede na problem, ki ga rešuje. Ni? Jasno? Ne. No, mogoče sem bil prehiter. Bom tukaj razumel. Kakor jaz razumem, pač, če hočeš prepoznati mačko, moraš dati milijon slik mačko, on prepoznava... Ja, to je poenostavljen problem. Zdaj, kje je problem? Vete, tukaj imam jaz sam na hitro. V radiologiji imamo tukaj en primer radioloških slik, kjer smo se ukvarjali z artefakti. Torej, artefakt pomeni, da bi mogla slika izgledati homogeno, pa izgledati takole, kot tukaj nekaj artefakt, ki se imenuje ghost. To je v mamografiji, ko slikate dojko od prejšnje pacientke, se pojavi ta dojka na novi pacientki in potem je to problem, ker dobite slabo sliko. Tega si ne želimo. In mi smo poskušali razpoznati artefakte. Ko smo jih poskušali razpoznati artefakte, je bila zgodba taka, da smo morali začunati značilke. Značilke pomeni, ali znamo, naprimer, ena značilka je, da gledamo tale del proti tem delu, pa računamo kontrast. Druga značilka je, da gledamo neke vrednosti tekstur, kakšne so, svetle, temne. Se pravi, to moram jaz se zmisliti. In te značilke so sicer po neki logiki narejene, z nekim primerom, ampak to sem se jaz zmislil. Pri EKG signalu tudi, meritev P med Q, pa višina, pa dolžina, pa histogram, pa to. To so stvari, ki sem jaz po neki logiki ali pa poznanju se jih zmislil. Ok?
in to merim in rečem, to so stvari, ki ločujejo med seboj psa in mačko. V globokem omrežju pa tale zgodba od tu do tu to naredi. Sej, to bi jaz pa celo uro predaval, pa še kakšno uro več. No? Kratka, naprimer, če gledate vi psa pa mačko, možgani nič ne računajo značilk. Se strinjamo, vsi. Možgani ne računajo razliko med P pa Q, pa Q pa E pa to. Kar nekaj vidimo. No in to je dejansko globoka mreža, da v bistvu na nek način prepoznamo vzorce med sabo in vemo, ta je bolj pes, ta je bolj mačka. Samo, ker če nima značilk, še zmeraj mora imeti neke informacije, na podlagi katerih se Sej, zgodba je pa taka, potem pa mi to mrežo postavimo, tukaj noter so informacije, kako sliko razgrajevati. To bo zdaj tako zelo prav. Naprimer, to se imenuje konvolucijski filter. Če imate vi sliko psa, ali pa meni. Okay. Konvolucijski filter, ki ga mi definiramo v nevronski mreži, je tak, da naprimer je to taka škatlica, ki je sestavljena iz 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1. To se imenuje maska filtriranja. Ta škatlica pomeni, da tole del slike pomnožimo s temi vrednostmi in je končni rezultat je vsota teh vrednosti. Potem premaknemo to naprej, pa naprej, pa naprej, pa naprej. Po celi sliki kaj dobimo? Naprimer, dobimo eno sliko, ki je manjša, ampak je malo zamegljena. Blurry, zamegljena slika. In to je naprimer ena značilka. Tem ena značilka je taka, ki samo robove poišče. Druga, ki poišče samo del oči. Tretja, ki samo lase. Okay? Se pravi, to so v bistvu take škatlice in te škatlice je treba učiti. Dati je treba toliko in toliko slik mačk, da on dejansko pogleda, katere so tiste tipične lastnosti in katere niso. Samo to so še vedno človeško izdelane značilke, samo da niso za vsak kes posebej. Ne. To so v bistvu, kar mi učimo tele vrednosti. Ja. In te se učijo na podlagi slik, ki jih damo v sistem. Ja, to, kaj se uči, je pa človek definiral. Ne to, kaj se uči, ampak to, kako poteka tale zgodba po sliki, je pa človek definiral. Ja, se pravi, ampak tele filtre določimo, kako pa zračunamo na podlagi teh filtrov sliko, pa mi definiramo. In zaradi tega, ker se to tako računa, ker se to imenuje konvolucijska nevronska mreža. Stajajo še drugačne. Sem bil približno jasen, mogoče. Pa niti nočem o tem to govoriti, zato ker to res se mi ne zdi potrebno. Samo da verjamemo, imamo neko mrežo, ki je zelo velika, za katero potrebujemo tudi 3 tedne, da učimo. Če imamo zelo drage računalnike, 10.000 evrov in več, 3 tedne porabimo, da na 1.200.000 slikah to naučimo in na koncu na neki zbirki dobimo zelo, zelo dober rezultat. Naprimer, to je bilo od leta 2010 do leta 2017 na isti zbirki oziroma na podobni zbirki so bili rezultati tekmovanja. Preden se je začelo z globokimi mrežami, so bile napake 28%, sedaj smo že na 2,25%. Se pravi, smo nižje kot človeška napaka. Zdaj, če razumem, pa bom povzel. Se pravi, razlika med machine learning in deep learning. Pri machine learningu je tako, če imamo nek senzor, damo neke parametre, ki jih mi ne predefinimo, vsakeč, ko prejete parametre, reče prav in prav, tam pa dejansko on z nekim učenjem prepozna to sliko in potem, ko gre skozi ta filter, reče, je to, ni to. Na koncu imamo isti problem, samo ta prvi del je tisti del, ki ga prepustimo še mašini. Zakaj se tega toliko ne uporablja, na primer, v industriji za kvaliteto? Tega ne razumem. Vse. Problem je znanje tukaj ljudi, ki to znajo sestaviti. Veste, zdaj tukaj je ena taka slika, ki je meni zelo povedna. Prvič je, vsakeč, ko gradimo mrežo, boljšo, še več nivojev tako naprej, vsakeč je boljši. Ja, ampak zaradi tega, da vsakeč boljši potrebujemo tudi vsakeč večje količine podatkov in ta zadeva tukaj zelo povedna. Poglejte, ta mreža VGG16, to je tako čudno imena. VGG16 ima 16 slojev, ampak ima 95 milijonov parametrov, ki jih moramo učiti. Značilk imamo
pri našem signalu EKG 10. Zdaj imamo pa 95 milijonov nekih stanj, ki jih imamo. Zato je jaz. Tale VGG-19 je malenkost boljša, imamo že 155 milijonov. To pomeni, na mašinah, ki so zelo, zelo zmogljive, ki rabijo klimatske naprave zraven, ki računajo, 3 tedne daš in greš na kavo. In si 3 tedne na kavo. In bolj gotoviš, že se eno sliko narobe dala in spet poženeš in greš spet 3 tedne na kavo. Kje se je zdaj ta deep learning tudi pojavil zelo izrazito? Zakaj? Zaradi tega, ker znamo zadeve paralelizirati. Se pravi, te zadeve znamo učiti paralelno. In tukaj zelo veliko vlogo igrajo NVIDIA grafične kartice. In zato, da zadeve postaviš, potrebuješ kar nekaj časa. Jaz sem to na fakulteti za računalništvo, ko sem tudi zaposlen postavil. Mašino imam sicer vredno samo 6.000 evrov, ampak je. Postavljene so 2 take velike kartice in to mora biti flajeno in tako naprej, da potem lahko se jaz igram s tem, pa to gledam, kako hitro ali ne hitro konvergiram. Ampak to samo hočem pokazati. Gledajte, to delajo velike inštitucije, ki imajo veliko materijala in veliko procesorsko moč. Jaz imam pa na voljo 500 slik in na voljo računalniča. Kako ne zdaj jaz delam deep learning? To sem se vprašal. S 500 slikami ne moram naučiti 95 milijonov parametrov. Vse tudi, če vsak piksel dam not, ni toliko. In enostavna rešitev, greste v fabriko, kjer imajo ogromno slik in je strošek tega po milijon plus strošek izmeta, na primer. Ja, ampak tukaj morate se zavedati, da smo v medicini. V medicini nimamo fabrike za milijon slik. Kaj pomeni, da bom jaz imel v Nürnbergu, bom tiste slike delal milijon, to pomeni, da bom delal 10 let, ker bodo itak pa že drugo mrežo naredili in pa mi treba. Skratka, da vam pokažem idejo. Ideja ni v tem, da jaz to delam takole, ampak da jim ukradem tole mrežo, ki so jo naučili na 1000 slikah mačk, kokoši in avtov, in jo prilagodim, da dela zame. Temu jaz rečem, da to so neki otročji možgani, dojenčka, ki zna ločiti 1000 stvari. Ali mu jaz lahko potaknem še 3 moje slike? Normalen, EKG signal, bolan, pa mu rekel, če znaš 1000 stvari ločiti, boš pa mogoče še te 3. Do te ideje sem jaz prišel 3 leta nazaj, na kar sem gotovo, da to tudi že obstaja, temu se reče pa ne deep learning, ampak transfer learning. Okay? Se pravi, kaj je ideja? Ideja je, da vzameš mrežo, ki je že naučena, mu potakneš noter svoje slike, zadnje svoje moraš pa doučiti. Ker on mora znati ločevati zdaj tvoje slike, ne pa tistih mačk pa kokoši. Se pravi, tale del bo računalnik popravil, tale del, kako so značilke začunali, pa ne. Okay? Se pravi, notrno potaknemo slike, kot so bile na tezi, kot jih je ta mreža sposobna prepoznati, malo jih obarvamo še, da ne bo težav, samo tole naučimo, da bo prepoznalo zadevo. No in tukaj bom mogoče preskočil, se pravi, kaj sem delal prej? Slikca, značilke, model, rezultat, ampak to je slika, zakaj to ne bi jaz noter potaknil? Mreže. In sem res, naredil sem mrežo. In namesto, da bi učil 21 milijonov parametrov, sem lahko samo 6 milijonov učil, kar je še kar nekaj, ampak samo zadnje plasti. No, nisem na podlagi tega popravil rezultate s 85. Pri istem EKG, ki je tretiran kot signal, tukaj je pa tretiran kot slika. In to bomo spravili zdaj na telefonček. Ne, da bo delal razpoznavanje, ampak bo to tako šlo, telefonček bo poslal signal na server bo zaraufal zadeve in bo rekel, tale kos je bolan, tale je zdrav, tale je bolan, tale je zdrav. Tako, s tem bom jaz tudi zadeve končal. Vem, da sem bil mogoče malo preintenziven, ampak tako je pri meni. Obstaja še veliko matematike, tisto, kar nisem danes niti omenil, je epidemiologija, ki je tako danes popularna, pa jo ne znam, zato ne bom omenjal.
Kar pa znam, pa tudi sem imel dilemo, ali bi o tem govoril, ne, pa zelo veliko matematike je pri medicinskih slikah, pri tomografskih slikah, kako nastavijo, pri MR slikah, zelo zanimiva matematika je tam. Kaj menite, kako nastane MR slika? To sicer fiziki bi radi o tem govorili dosti. Za MR slikanje sta 2 Nobelovi nagradi bili v ozadju. A veste, kako se slika MR? Človeka damo v magnetno polje, ki je 5 tesel, to je zelo veliko magnetno polje, ali pa 3 tesle, potem ga pa z nekim radijskim impulzom spustimo puls in kar nekaj nastane slika. Tako približno zgleda. Ampak treba je dobiti sliko tako, da vedeti moramo, od kje prihaja signal iz telesa in kaj pomeni. Se pravi, katero tkivo in od kje prihaja. Ta del je matematično intenziven. Tudi tomografska slika ima svojo zgodbo, kako narediti iz tistih projekcij, ki smo sestavili sliko, tako da tukaj je mogoče za druge izvedeti. V glavnem matematike v medicini je kakor šteje. Kako s tem res končal. Seveda, zdaj na voljo za vprašanje. Prej so imeli to video procesor, to so že nekaj slišal. Zakaj se to, kakšno prednost pa pri navadnem procesorju? Grafične kartice imajo grafične procesore GPU-je in so zelo dobro delajo z vektorji. Se pravi, z matrikami, zato ker pač morajo hitro računati piksle na sliki. In ponavadi je teh GPU-jev nekaj tisoč na tej grafični kartici, ki znajo, procesirati samo matrike oziroma vektorji, tenzori. Rečemo temu. In če ti uspeš predstaviti tvoj problem v to tenzorsko obliko, potem bo z njimi hitrejši to reševal, ko so ravno za to namenjeni. Procesor je tudi rešuje, ampak je počasnejši, ker pač je bolj vse splošno zadevo rešuje, pa predvsem jih je manj. Teh procesorjev je manj, imajo pa Nvidia kartice eno težavo, zato so na primer orodja, ki delajo z deep learningom, globokim učenjem so, naprimer, se eno orodje, Google izdal smo je TensorFlow, ker vse skupaj v tenzorje damo, pa potem računamo. Imajo pa te Nvidia kartice, pa eno prednost imajo, da je lahko programiramo jih. Nvidia je izdala knjižnice, da lahko programiramo, ATI-jeve grafične kartice pa ne, naprimer. To je prednost. Druga prednost, slabost je pa ta, da imajo pa malo RAM. Da ne moramo pa vse noč stlačati. Se pravi, treba delati, iterativno, oziroma treba delati zelo pametno ta memory management, da zadeve računamo, ampak to je več ali manj narejeno. Jaz tega niti ne, s tem se ne ukvarjam. Edino, kar se ukvarjam, je, koliko grafičnih kartic bom kupil, pa koliko 1000 evrov bom dal. To moram lahko povem še eno anekdoto, ker to je v bistvu taki čuden stroj, ker se je pojavil ta Bitcoin. Ko so računali Bitcoin, so tudi rabili grafične kartice in je dejansko količina grafičnih kartic ni bilo več. Nisi mogel kupiti. No in končno smo dobili grafično kartico, ki je stala 3500 evrov. In potem so rekli, to boste pa igrali igrice. Ja, bom. Na kar sem to kartico dal, to morate imeti tudi taka večja, morate imeti takole in jaz to nekaj dajem, poganjam, vse ok, potem pa čez 2 dni pridem, pa pravi sistem, da nimam več grafičnih, da ne bo računal več na grafične, ampak navadne računalnike. Čakaj, kaj pa zdi narobe? A sem nekaj narobe naredil, pa nekaj se matram, ker tam server je tam nekaj v kleti, na kar sem gotov, da mi en grafično kartico ukradil. Dobesedno je vzel, kaj je Bitcoin računal, pa smo se znali. To bi en študent na friju. Tako da ja. Jaz moram reči, da tole moje zadeve sem 15 minutah začunal s tem transferjem. Se pravi 15 minut, ko to je kar nekaj iterativnih iteracije, približno 100 na vsako epoho. Tako da ja. Je pa to neko znanje, ki je specifično. No? Tukaj je v bistvu se združilo več stvari. Eno je, da znaš problem nastaviti, drugo je, da postaviš arhitekturo mreže, tretjič je pa, da vse skupaj paralelno sprocesiraš. In tukaj je kupenih stvari skupaj in moraš ali bodi si vse to poznati, ali pa poznati ljudi, ki to poznajo. To je v bistvu, ko enkrat to zložiš, da postiš, pa sam se čudiš, kaj se tiče. Pa tisto učenje mreže, v bistvu statistika tam, kaj?
Ja, učenje mreže je, vsak matematik hitro pokapira, je zelo hitro. Mislim, ko ti nekaj učiš, v bistvu na eni strani imaš, to je v bistvu fitanje. Ene funkcije na y. In fitanje pomeni, da rečeš y minus 100 na kvadrat, odvajaš in mora biti enako nič. To je učenje. Odvod iščeš. In ta odvod je v bistvu numeričen odvod, ker ne mora biti analitičen, in moraš ga po mreži pošiljati od konca, tam se reče učenje z vzvratno učenje, od konca proti začetku. In ti poznaš naprej funkcijo, to se tudi spominja še, vsa to... Ne, te funkcije so... Samo se določi, kjer funkcije... Ne, to... Tukaj je stvar precej preprosta, se pravi, to so odzivi, uteži je treba učiti. Tukaj to vsota noben ne tika, to je tako, kot mora biti. Edina funkcija je ta pragovna funkcija, se postavlja. Lahko je sigmoidna, lahko je prag fiksen, tak kot je, eni pragovi so tudi taki. Te funkcije se potem določa fiksno naprej. Lahko je prag tole, lahko je tole, lahko je tole. To so bi taki tri možni pragovi. Čakama neka svoja prednost, ta pomeni, da je če nad nekim, ki gre skoči, ta pomeni, da jih linearno čez daje, ta pa v bistvu zvezdno pošilja. Kar je pa bistvena lastnost te funkcije, da mora biti pa nekako odvedljive. Ne sme imeti singularnost. Ta je problematičen. Ta je problematičen. Nič noga. Ta zadeva je od leta 78. Problem je bil, da so to na roke računali. Na roke so to računali. Potem je ta Kohone naredil eno veliko napako, ki je zelo značilna v inženjerskem svetu. In sicer ena lastnost nevronskih mrež slaba je ta, da se prenaučijo, predobro dela na tisti zbirki slik, ki jih imaš. In potem ti za vesel prideš tja, ker rečeš, super, sem to naredil, dela super, pa prejš pa na neznano sliko, pa ne dela nič. Se pravi, se prenauči, zaradi tega je, ko se to uči, imamo tri množice. Učno, s katero učimo mrežo, validacijsko, s katero testiramo mrežo, in testno, ki ni bila nikoli v doberem procesu vključena. Samo na koncu potestiramo. In če ne tako potem bo logik za ta transfer learning, ker ni specifično in over specialized mreža, ne? Ja, v bistvu je samo malo potiskamo nekam, v neko zgodbo. Tako da, ja, tukaj je, to je zdaj pač zelo znana stanovna, tako Honena sem hotel povedati, ne. On je potem na koncu to svojo mrežo, ki je bila revolucionarna za tisti čas, hotel je prepoznavati poštne številke. 6, 2, 5, nič, 6, nič, nič, te, na karticah, neka ameriška, mislim, da agencija za pošto, ali kaj je hotela to avtomatizirati, da bi oni slike razvrčali, tako da mislim. No, in so pač tam imeli milijon teh posameznih cifr in je bila to naloga prepoznati cifr. In je super dobro zadeva delala, je prehitev vse, ampak je v bistvu sleparu, to se je pol izkazalo, da je poročal rezultate na učni množici, ne pa na testni. Na učni je pa ponavadi za 20% boljše. In pa so ga ljubili, v bistvu niso vedeli, ampak pa, kaj je to ponovno to vaja, pač to so gotovili, pa so te mreže 10 let, jih ni bilo več. Pa je bil spet en val, so spet prišli, pa spet ni bilo več. No, zdaj pa tretji val, zdaj pa vse samo to. Zdaj smo pa mi ostali, ker smo one značilke računali že za let. Ampak tukaj nekaj še podarjam, mogoče v kontekstu tega, kar sem danes razlagal. Zdravniki mrežam in črnim škatlicam ne verjamejo. Če jaz rečem, da bom pa nesel črno škatlico, ki bo ven dala neke številke in več pomeni večjo verjetnost, bom rekel, bom se rekel, jaz jih pa vedno malo zbodem, pa rečem, kako pa dela vaše laboratorijski izvidi? Tam je tudi neka številka na koncu, kreatinin je 35. Pa do tega je mogel nekdo priti, kemik, ne vem, je prišel. Pa rečemo temu Žibertova številka, ne? Pa boste imeli Žibertovo številko, pa bo, ne? Ne, nočejo. In zato jim je treba vedno povedati, vse imajo prav, na podlagi česa si se odločil za to številko. In jaz, tisto, kar sem prej mogoče malo kazal, malenkostno,
ker sem kazal, katere vplivajo na kaj, je ravno zgodba o tem. Naprimer, če bi vi prepoznavali polarno lisico od navadne lisice. Pa vam bo rekla mreža, da je to prepoznava na podlagi okolice. Ker če je polarna lisica na snegu, pol bo polarna, in če bo pa na nesnegu, bo pa navadna. Bo rekel, da to tvoja mreža ne dela prav. Če bo pa na podlagi barve od lisice prepoznamo, pa rekel, dela prav. Tukaj jim dam prav. Problem je, to je pa naš problem, ker mi, kad damo nevronsko mrežo, je to res črna škatla, ne veš, kaj dela. In potem moraš dejansko iti. Kje sem tukaj? Po teh škatlicah moraš gledati, kako se je on odločil. Te škatlice je pa veliko, tukaj morate vedeti, kaj se dogaja. Osnovna slika je 224 pikslov za 224, pa 3 kanali. Potem tukaj vidite, sem zmanjšal sliko na polovico, ampak sem tudi povečal število kanalov, ki je 128. Tukaj sem zmanjšal spet za pol, pa povečal število kanalov, se pravi, to je 256. In tako naprej, se pravi, na koncu dobim 225 000 kanalov. Sam so veliki, samo en piksel. In ta proceduro moraš načeloma vedeti, kaj se dogaja, da boš zdravniku kaj rekel. Je pa res, da zdravniki takih raznih medicinskih diagnostiki, slikovni, nimajo takih problemov. 16 podatkov krvne analize dati noter, ne morate dati na nevronsko mrežo. Je brez veze, je premalo. Pa sej niso samo zdravniki. So imeli borzniki v kotu računalnik, ker je boljše služil kot vsak od njih. Sem ga niso priklopili na mrežo nikoli, ker niso vedeli zakaj. Ja, sej tukaj je večna dilema, no, tukaj jaz bom tako rekel, jaz svojo ženo večkrat nagovarjam, ona dela pa na agenciji za okolje, napovedujejo vreme in imajo vsak decembra imajo tekmovanje, kdo bo najbolj napovedal za Ljubljano, temperaturo pa za Koper, mislim, da je 3 kraje po Sloveniji in pol tisti, ki na koncu zmaga, časti pijačo na kitajskem. In sem rekel, da bi jaz enkrat potaknil računalnik, da bo računalnik odločil, sicer bo ona samo poročal rezultate, pa da vidimo, če bi zmagal ali ne. Imajo pa na voljo vse podatke, kot imajo, pa 10-letne, ali pa vse nazaj, karčjo, sem rekel, da bi jaz to zgodil, sicer nimam časa pa veselja tega, no, ampak sem skoraj prepričan, da bi bil zelo, zelo primerljiv. No, tukaj je pa še ena stvar, ki se pa zdravniki zelo bojijo. Ko so na Tajvanu priredili eno tovrstno tekmovanje na medicinskih slikah, je sicer detekcija nodulov v pljučih. Noduli so bolj trdi, oziroma bolj svetli deli pljučki, se lahko razvije pa pljučni rak. In je problem tem, ker so malo skriti od zadnjega, ne? In jih ljudje pač in so dali lepo slike, mislim, da je bilo 10 radiologov, ki jih je ocenjevalo, pa računalnik, ki je bil naučen in jih je premagal vse. Oni so imeli 5% napako, računalnik imel pa 3. Tukaj treba se zavedati, da ko je večja masa podatkov, delamo ljudje tudi napake. Če imaš eno sliko, ne boš naredil napake, boš računalnik prej naredil. Če imaš pa večjo maso slik, pa delajo napake in to pa je, tja gremo počasno. Tja gremo. Imam eno vprašanje, čisto vezano, to je naprimer ultrazvok srca. V bistvu, ko greš ultrazvok srca, gre on notri, vzame sondo, ti pogleda, on pogleda kombinacije, na podlagi tega ti tem oceni, kakšna je verjetnost, da imaš ne. Zakaj se en tak strokovnjak rabi 7 let, da se nauči, bla, 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 lahko dela 8 ur, zakaj se tukaj ne uporablja takih pristopov rajši? To vam, ne vem, ste me kaj špionirali, kaj v glavnem. Jaz imam ravno v službi kupljen ultrazvok, ki je mimo glede ni poceni, 20 000 € osnovna verzija in ravno to se bomo šli. Super, kaj se 2 leti nazaj se zdaj neumno, zakaj je... Jaz mislim, da je tukaj ena velika, bolj problematična. Tukaj bom tako rekel, no? Ker sem bil jaz za en mesec v Nürnbergu, ker smo delali to raziskavo, da smo dobili teh 6700 pacientov, pa sem jaz naredil te njihove kalkulatorčke, pa tako naprej. So bili blazno navdušeni, ampak istočasno se je na UKC-u, če ste zasledili novico, pojavila novica, da so na 7000 pacientih laboratorijskih izvidov naredili detekcijo možganskega tumorja. Ne vem, ste kaj slišali.
Glavnem, tukaj je zelo preprosto. 7000 pacientov so dobili, vse možne krvne preiskave so naredili in so potem torej poskušali so detektirati možganski tumor. S tem so opravičevali zgodbo, da ni treba, oziroma da je lahko narediš prvo selekcijo preiskovancev, ki boš potem z magnetno resonanco in tako naprej pogledal. In za zdravnike je zelo pomembna senzitivnost tega. To pomeni, da čim več bolanih najdeš. Tudi če nekaj zdravih povlečeš. Super. In jaz sem se spraševal, gledajte, to zgodbo zna narediti študent druge stopnje računalništva brez težav, če mu daš podatke. Kje je težava? Težava je v tem, da ti zdravnika naučiš, kaj mora videti in da zdravnik temu sistemu zaupa. In ena firma, ki je to delala, je si vzela ta čas in je to naredila. In še nekaj zelo pomembno, ko sem mogoče z enim slajdom jaz sem vam nakazal, zelo pomembno je, da je urejen podatkovni tok. Da ko ti laboratorijske izvide dobiš, gre to takoj že v tvoj model. Ne, da mora imeti pretipkavati, ker pa se zadeva ostavi. In tukaj je ta del zdravstvene informatike zelo pomemben. In zato se jaz zelo zavzemam za to, da bomo te stvari tako naredili, da so čim bolj avtomatizirane. Da zdravnik mora na koncu samo videti tole in se odločiti na podlagi svojega znanja in tega, kaj bo naredil. Ne pa, da jaz mu dam nalogo, da to moraš notri tipkati, pa to, pa on rekel, njem čas. Tudi zdravstveno osebje drugo lahko to pomaga, ampak je to nujno potrebno. In v Sloveniji, nažalost, se tega premalo zavedajo. Premalo. Nekje drugje se to že dosti bolj vejo, da je treba to delati. Iz dveh razlogov. Prvič, ker podatki potem so in lahko učiš modele, in z drugega, da to lahko porabiš. A tudi dejstvo je, če nekdo naredi neko napako, imaš neko kolektivno bazo, to bazo naučiš, ne rabiš učiti vsakega posameznika in na mesto stvar znova. Ne? To je še eno stvar omenil, ki je zelo pomembna. Jaz sem pa rekel, pa zakaj nimate prve z tega? Zakaj ne dajete? Zakaj vsak mi pride z eno Excel tabelo? Vsak zdravnik ima svojo Excel tabelo. In pol pišejo, kdaj so bili rojeni pacienti, kaj so bili. To je ena skupna baza, ni. Pa meni rekel, Janez, če ni zapisano, potem se kakšne napake tudi prikrijejo. In se mi je bilo jasno. To je bila ena zgodba, druga je pa zelo pomembna. Pri nas, na žalost, imamo vrtičke firm, ki ponujajo zdravstvene informacijske sisteme. Če ste sami gledali ministra, ki je zdaj odstopil, je imel neko ortopedsko zadevo, se pravi, neko ortopedsko diagnozo, je pač pogledal, kako procesogram, kako pacient pride, pa gre tja, pa je potem sem, pa gre na slikanje, pa prinese nazaj, pa če je tako, procesogram se tamo reče, klinična pot v zdravstvu, klinična pot. In potem je šel pogledati, koliko informacijskih sistemov stoji za to potjo. 6, ki doben med sabo ne govori. In boste vi šli, kaj vi delate? No, sam tako bom vprašal, ko greste zdravniku. Vsi prinesete papirje, ki jih on niti ne pogleda. Mimo grede. Vsi nosimo papirje. Kje smo mi? V kjerom stoletju? Potem ti dajo, radiološki inženir ti da CD. Kakšen CD? Jaz nimam več računalnika s CD-jem. Kakšen CD? On ti da CD. Zato, ker pač to je to, kar je naučen. Znam, če šla žena, so je dali pa celo USB ključ. S tem, kaj pa kakšen mail, pa klik. NIZ, ki zdaj tako opevam, bi rad vse skupaj poenotil. Dela hrbtenico, je zdravja sem. In celo mu uspeva. Zdaj, če boste šli tam na en portal, ki se mu Zvem, boste lahko svoje izvide našli, ampak so vsi neki PDF, pa to, ok, cool. Ampak oni se pogovarjajo zdaj že 1 leto in pol z inštitucijami, ali boš lahko videl svojo sliko rentgensko ali ne. Se pravi, ta Zvem je dejansko edina agregacija baza podatkov, jaz se tudi danes zato predajam bolj nek agregacija zdravstvenih podatkov, da se v tem vidi in pa kako se meni še bolj zanimivo. Se pravi, mi imamo kot država sploh nek agregacija zdravstvenih podatkov, ne? Ne. Mislim, imamo strategijo. Ne, ampak ne, gremo cepivi otrok, ima še otrok. Ne, neke baze so, ampak to je zdaj v bistvu je tako, jaz sem tudi povabil neko komisijo za ministra, ampak zdaj vse razpadlo, ker je vse skupaj šlo po svoje.
da bi naredili strategijo Slovenije zdravstvene informatike od leta 2020 do 2025, že zamujamo, ne? Ja, več bi... Od 20 do 2025. Se mogoče nismo zanimivi za vlado. Moja strategija je, samo enkrat upišeš podatek v sistem. Pika. Ni ok več govoriti. Zam tega ni. Mene boli, ker imajo radiološki inženirji 3 monitorje. En je sistem za zdravstveno zavarovanje. Ta najbolj deluje, ker to plačajo. Ta deluje. Billing sistem. Potem imajo en sistem, ki ga imajo oni v svojem oddelku, pa en sistem, ki ga imajo vezano na stroj, na CT napravo. Morajo pretipkovati. 3 tipkovnice ima nekateri celo, eni samo 2. Eno, pa se zgodijo napake, pa vsi so blazno so obremenjeni s tem, ampak to zaradi tega, ker enostavno morajo pač pretipkavati. Jaz moram reči, da tudi to razvijamo z mojo ekipico tam malo, ampak tle ne pride zdravo, to ne mogoče. Marant, ki je taka velika firma, zdaj sem tako v relativnem krogu, da bodo oni en nov podatek lahko peljali v svoj sistem, rečejo, inženirska ura je toliko, to bomo dali toliko ur, 10 000 evrov. Pa vsi zdravniki rečejo, ups, bomo mi reči Excel. Marant ima ERP v bolnice, kakaj ima ne? Marant ima sistem, ki se imenuje ThinkCare. ThinkCare je Electronic Health Record, se imenuje, pač on ima nek svoj sistem, ki ga pač ponujajo okoli in je čisto v redu. Slabost teh sistemov je, vse bomo končali, slabost teh sistemov je, da so vsi namenjeni samo obračunavanju, to so računovodski sistemi, ne pa informacijski. Tako da to je to. Da se še eno